uspel jubilejni 10. dobrodelni koncert Gimnazije Celje Center. Žalec je občina po meri invalidov. V celjski Mohorjevi družbi predstavili novo knjigo. Košarkarji danes začenjajo 3. krog državnega prvenstva. Drage gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, lepo pozdravljeni v naši informativni oddaji Dogodki dneva. Že 10. leto zapored sta dijaška skupnost Gimnazije Celje Center in društvo GCC v tednu pred jesenskimi počitnicami pripravila veliki dobrodelni koncert. Letos so ga poimenovali Bodi svetilka. Na letošnjem koncertu so zbirali denarna sredstva, ki jih bodo namenili mamici samohranilki s 3 otroki, ki so se zaradi zlorab in nasilja znašli v hudi socialni stiski. Glavni organizator letošnjega koncerta je bil 4. I razred, pri akciji pa je sodelovala celotna šola. Koncerta so se udeležili tudi gostje iz sveta politike, kulture in gospodarstva, pa tudi predstavniki drugih skupnosti učencev iz celotne regije. Seveda pa tudi brez glasbe ni šlo. Na koncertu so nastopili Modrijani, Adi Smolar, klarinetist Goran Bojčevski, pevke Biba Novak, Sabrina Zavšek, Tamara Šumej in Ana Logar, nastopili pa so tudi pesnik in slemer Tilen Letner, dijak 4. I razreda ter šolska zasedba The Schlagers, ki jo vodi profesor Sašo Šonc. Pestra zasedba torej. Res sem hvaležna vsem izvajalcem, ki so se odzvali. Nisem pričakovala sama, da bojo res vsi prišli. Saj veste, kako je to, ne? Povejo glih zadnjo uro in smo res veseli, da so se udeležili. Nekak tema našega koncerta je bila svetilka, torej neka luč, ki zasveti v temi. Torej bi mi bili te svetilke tej družini in bi usvetlili pot, ki je bila prej seveda temačna. Kot še poudarja naša sogovornica, je organizirati jubilejni dobrodelni koncert na Gimnaziji Celje Center za dijake likovne gimnazije 4. letnika velika čast. Vsa leta so sodelovali pri številnih šolskih akcijah, saj so tudi sami želeli pomagati čim več ljudem, ki so v stiski. Torej, rek, da na mladih svet stoji, drži? Ja, seveda. No, vsaj naša generacija, upam, da bo tudi naslednja generacija tako primorana pomagati in da bo potem svet res zaživel v lepši luči. V preteklih desetletjih, kolikor koncert organizirajo, so sedanji, nekdanji dijaki in učitelji ter gostje in pokrovitelji zbrali že več kot 50 000 evrov. V denarju in materialu so jih podarili v dobrodelne namene. Za današnji koncert pa jim je v času priprav dogodka uspelo zbrati že 4 000 evrov. K tem denarju bodo prišteli tudi dobrodelne prispevke iz današnjega koncerta. Občina Žalec je prejela naziv Občina po meri invalidov. Podelila ji ga je Zveza delovnih invalidov Slovenije, ki je opazila prizadevanja in vlaganja žalske občine na tem področju v zadnjih letih. V Žalcu so na pobudo tamkajšnjega medobčinskega društva invalidov s projektom aktivno začeli konec leta 2015. Leto dni kasneje je bil sprejet akcijski načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v občini Žalec, sedaj pa so sadovi dela že vidni. Pri vsem skupaj so vključili številne organizacije. Tole priznanje je meni eno pomembnejše, ker sodelovanje z invalidi ni samo odpravljanje arhitekturnih ovir, ampak je vključevanje potreb invalidov na najrazličnejših področjih, kot so zdravstvo, sociala, izobraževanje in medgeneracijsko sodelovanje, od vrtcev do najstarejših UPI Ljudska univerza, pa univerza 3. življenjsko obdobje, šole se vključujejo in sodelujemo s preko 45 društvi, javnimi zavodi, kot je zdravstven dom, VDC, Center za socialno delo, enota Žalec. Z akcijskim načrtom so si v Žalcu nastavili posebno ogledalo. Kaj imamo na tem področju narejeno, kaj pa nimamo. Vedno znova, ko se pristopiš enemu takemu projektu, to zahteva tudi kar nekaj vztrajnosti, energije, aktivnosti, pa tudi sredstev. In kaj vse se je znašlo na seznamu ukrepov? Treba je kakšen pločnik narediti, prilagoditi avtobusno postajo,
kakšen prehod opremiti z signalizacijo za slepe in slabovidne. V kakšni javni ustanovi je treba narediti slušne zanke, da lahko tudi naglušni slišijo, komunicirajo. Kup stvari je in vse se ne da narediti v enem dnevu. Vodstvo občine je v njihovo uresničevanje vključilo civilno družbo. Seveda je tu aktiven svet za invalide v sodelovanju z občinsko upravo in v svetu invalidov imamo gospoda Janeza Megliča, častnega občana, ki je predsednik Zveze invalidov Spodnje Savinjske doline, njegov namestnik Toričnik Marjan, in invalidi se po svoje zelo zavedajo svojih zmožnosti, svojih potreb, pa tudi svojih pravic dostikrat in so zelo vztrajni v podajanju svojih zahtev in z njimi je treba zelo korektno komunicirati in skupaj načrtovati aktivnosti. Tako da smo imeli kar nekaj takih dosti napornih sestankov, kaj vse še moramo narediti, da smo v tem izpolnili njihova pričakovanja. Slavnostna podelitev listine pa bo na vrsto prišla decembra. Ker smo kar trdo delali za pridobitev tega naziva in se mi zdi, da je to en tak naziv, ki ga ne podeljuje kar tako na lepe oči, kot se reče, ali pa na slabo vidne oči. Meni je ta naziv pomemben, ker smo mnoge stvari naredili in mnoge v naslednjih letih še bomo in želimo povedati, da bomo invalidom prijazna občina. Žalski župan je za konec izrekel še posebno priznanje. Ti ljudje, ki so hendikepirani v telesnem ali tudi duševnem razvoju, imajo specifične potrebe in včasih občudujem njegovo voljo, vztrajnost, kaj zmorejo, ko zdravi ne morejo. In včasih bi si človek moral zavezati zadaj za hrbet eno roko, pa si potem z eno roko zavezati čevlj, potem bi pa lažje razumel invalida. Celjska Mohorjeva družba pa je izdala novo knjigo o jabolčnem kisu. Knjiga se naslanja predvsem na zapuščino patra Simona Ašiča in delovanje samostanskega podjetja Sitik, ki jabolčni kis tudi z dodatki pripravlja po patrovih receptih. Novo knjigo so predstavili na sinočnjem Mohorskem večeru. Celjska Mohorjeva družba že od vsega začetka veliko pozornosti namenja prav izdajanju priročnikov in pri tem ima pater Simon Ašič posebno mesto. Nove knjige sicer ni napisal, je bil pa navdih zanjo. Pater Simon Ašič je v svojih delih, pa tudi sam je velikokrat dejal, da jabolčni kis vedno nosi s seboj v majhni steklenički in da ga kapne nekaj kapljic ali kakšno žlico v vse jedi razen v kavo. Knjiga je šla v 25-letnici stiškega samostanskega podjetja Sitik, ki po receptih in navodilih patra Ašiča pripravlja številne izdelke, od čajnih mešanic do jabolčnega kisa. Za pravi jabolčni kis oziroma domači Ašičev kis je potrebno najprej imeti ustrezno surovino. Letos so velike težave s to surovino, namreč veste, da je spomladanska pozeba odnesla ponekod tudi 95% slovenskih jabolk, o tem govorimo. Potem je pa potrebna ustrezna tehnologija, katero mi imamo, in ustrezni temperaturni režim za fermentacijo. Namreč časi, ko smo izdelovali kis v kadeh in na strn način, so že minili. V Sitiku so tako od začetnih 2000 litrov jabolčnega kisa v najboljših letih dosegli proizvodnjo 450 000 litrov. Zdaj ponujajo tudi takšne z različnimi dodatki. Imajo različne zdravilne rastline v jabolčnem kisu. In sicer, naprimer, ko si pripravljamo solato, damo ponavadi Slovenci česen, mi smo pa izdelali jabolčni kis s česnom. To pomeni, da smo česen drobno nasekljali, dali v kis, pustili 14 dni, precedili in imamo jabolčni kis s česnom. To pa pomeni, da so zdravilne učinkovine ali spojine oziroma snovi, ki so topne v kisu, prešle iz česna v jabolčni kis in tako je jabolčni kis obogaten z spojinami s česnom. Torej se lahko zdaj tukaj zanesemo, ko uporabljamo jabolčni kis s česnom, da bomo tudi zdravilne lastnosti česna vnesli v telo.
Knjiga bo zanimivo branje za marsikoga, pravijo v Mohorjevi družbi, saj na 140 straneh ponuja obilico informacij. Malo je tega zgodovinskega vidika, ker spoznamo življenje cistercijanov, potem tudi direktor Darko Ilar nas uvede v 25-letnico delovanja podjetja, potem pa imamo navedene kise, ki jih podjetje prideluje, seveda z enim takim pristopom, ki je mogoče malo drugačen, malo je tukaj diši tudi po etnologiji. Za te opise je poskrbela magistra Barbara Kozan in kot vrh vsega je pa še etnološka spremna beseda, ki jo je prispeval pa profesor Janez Bogataj. Vse skupaj je začinjeno še z 10 zanimivimi recepti. Knjiga je že na voljo v Mohorjevi knjigarni, kupite pa jo lahko tudi v drugih bolje založenih knjigarnah. V tretjem krogu košarkarskega državnega prvenstva se bo čez približno 15 minut v Laškem začel obračun Zlatoroga in Olimpije. V lokalnem derbiju na Polzeli bodo jutri pri Hopsih gostovali Slatinčani, Šentjur pa bo jutri v svoji dvorani gostil ljubljansko Ilirijo. Šentjurski prvoligaš je v novo sezono vstopil z novim imenom, košarkarski klub Šentjur, ter z novim predsednikom Dušanom Debenakom, ki je na tem mestu nasledil Iztoka Špana. V Šentjurju je generalni sponzor Tajfun, ki nas vse skozi sta ob strani, je želel, da bi se stopil iz te funkcije kot tako. In čeprav ostaja v upravnem odboru in pa sodelujemo še naprej z njim, vendar želel, da operativno vlogo prepusti nekomu v klubu. Po tehnem razmisleku in razgovoru sem za to vlogo prevzel za dobo 1 leta in poskusil bom po najboljših močeh pripomoči to, da bo klub nemoteno deloval v tem času. Šentjurčani so novo sezono odprli z domačo zmago proti Heliosu, v drugem krogu pa so izgubili na gostovanju pri Primorski. Igrali smo eno tekmo z močnim prvoligašem Heliosom, doma tekmo dobili, v gosteh Siks Primorska, ki vemo, da se je skoraj za slovenske razmere nenormalno ukrepila in cilja na vrh lestvice in smo odigrali korektno tudi z njimi. Ne moramo reči, da smo po igri zadovoljni kot tako. Bilo je mnogo poškodb vmes, bilo je mnogo pripeljano, bilo je bilo čudno. Tudi za samim kadrovanjem nismo imeli, da bi rekel, neko grozno srečo, ampak na koncu so se karte zložile, zdaj imamo neko zdravo sredino, ki upamo, da jo bomo pripeljali do konca. Šentjurčani bodo v nadaljevanju sezone močnejši za ameriškega organizatorja igre Viktorja Hernandeza, a brez pomoči Sandija Čebularja, ki bo kariero nadaljeval v Iranu. Sandje Čebular je ves čas treniral z ekipo, pač to je naš otrok, član našega kluba od malih nog. Na te fante posebej gledamo, čeprav Sandi ni želel v štartu podpisati pogodbe, ker je iskal močnejše klube, tudi večje dohodke. Mi smo na to pristali, ker konec koncev pomagali smo drug drugem. Potem po dolgem pregovarjanju in pogovarjanju smo prišli do sklepa, da je bilo pa itak najbolje za obe strani, da bi Sandi igral. Podpisali smo pogodbo, ki je bila odprta z obeh strani. Po 14-dnevnem treningu oziroma enotedenskem treningu in enotedenski bolezni se tekom slučaja prišlo tako, da je Sandi dobil ponudbo, ki jo ni mogel zavrniti. Po znanih informacijah gre v Iran in poskusil bo pokazati in dokazati sebe, slovensko košarko, tudi promovirati v Iranu. Tako da tu mu nismo želeli nikakršnih težav in mu želimo tudi srečno pot in uspešno kariero v Iranu. Kar se tiče pa organizator igre prišel v Šentjur v sredo zvečer, včeraj je že imel prvi trening. Upamo, da smo zadeli za tem igralcem, prvi vtisi so odlični. V tretjem krogu državnega prvenstva bodo Šentjurčani jutri v Hruševcu gostili ekipo ljubljanske Ilirije. Ilirija je izjemno neugoden nasprotnik, kar je pokazal v prvih 2 krogih. V prvem krogu po sreči dobila Rogaška Slatina, po sreči sicer znanju in tako naprej, ampak po 2 podaljških. Ilirija je imela tam zmago praktično v svojih rokah, najbolj izkušen igralec v prvem podaljšku, zgrešil 2 prosta meta in potem se je to odigralo, kot se je odigralo. V drugem kolu Ilirija je gladko odpihnila Helios v gosteh, sedaj prihaja v Šentjur za nas na nek način v neugodnem času, ker ekipa ni uigrana tako, kot bi mogla biti s temi novinci. Brez Sandija, na katerega smo resno računali,
s poškodovanjem, z nekimi poškodbami, ki ne vemo, kako jih bomo sanirali. Najbolj vprašljiv je nastop Gabrovška. Vendar tekme doma niti ne moramo, niti ne smemo razmišljati o kakšnem porazu. Tekma mora iti na zmago in treba je pokazati, kdo je doma v Hruševcu. Srečanje v Šentjurju se bo jutri začelo ob 19. uri. Jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, ob morju okoli 9, najvišje dnevne od 11 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. V nedeljo bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v vzhodni Sloveniji bodo popoldne kratkotrajne padavine. Pihal bo jugozahodni veter, popoldne pa bo prehodno zapihal okrepljen severni veter, zvečer na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo po večini sončno. Tako, pred nami je vikend, ki ga velja izkoristiti. Lepo se imejte, hvala lepa za vašo pozornost v tem tednu. Bodite z nami tudi v novem. Nasvidenje.